Jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov, ker sem preganjal Božjo cerkev. Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost ni postala prazna. S temi Pavlovimi besedami iz prvega pisma Korinčanom se je začela homilija papeža Frančiška med večernicami, ki jih je ob zaključku tedna molitve za enost kristjanov vodil v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Danes namreč obhajamo praznik spreobrnjenja svetega Pavla. To spreobrnjenje ni bilo v prvi vrsti moralna sprememba, ampak izkušnja Kristusove milosti, ki spreminja. Obenem je bilo klic k novemu poslanstvu, vsem oznanjati tistega Jezusa, katerega je do takrat preganjal. Pavel je v tistem trenutku razumel, da Kristus živi in je navzoč v svojih učencih, ter da oni živijo v njem. Klic, da postane apostol, ni bil utemeljen na Pavlovih človeških zaslugah, temveč na neskončni dobroti Boga, ki ga je izbral in mu zaupal to poslanstvo. Preobilno Božje usmiljenje je edini razlog, na katerem je utemeljeno Pavlovo poslanstvo, istočasno pa je tisto, kar mora apostol oznanjati vsem. Pavlova izkušnja je podobna tisti, ki so jo imele skupnosti, na katere je svoje prvo pismo naslovil apostol Peter. To so bile majhne in občutljive skupnosti, ki jih je ogrožalo preganjanje. A Peter jih naslavlja z nazivi izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, ki ga je Bog pridobil. Za tiste prve kristjane, tako kot za vse krščane, je vedeti, da smo bili izbrani, da bi bili del Božjega načrta zveličanja, razlog za tolažbo in nenehno čudenje.